O, lega fanta! Ej, kva se nama prisu, kaj vas nima danes? Note 20 Ultra od Samsunga. Dej, kaži, dej. Kamere, ta ekran, robove, kakšen je ful dober zgleda. Pa pisal S Pen je še zboljšan, tako da letos je res top, sam je pa Jurje 300, Jurje 400 evrov. Pa kar precej pismo je. Kaj pa imaš tega leta druga? To je pa običen Note 20, pač malo bolj pocen kao, ampak plastičen ozadje ima. Ok, v redu. Jaz sam, dobro, če ima plastičen ozadje, kaj pa je to pomeni, da ga za 500 evrov lahko kupim? Kva? Ne, Jurja, 1000 evrov. Kva? Ja. Ok, čak, dej imam. Ti ma hočeš reči, da moram za plastičen telefon, ki ima plastičen ozadje, Pa 60 Hz. moram 1000 evrov plačati. Ja. No. Hej, sva Andraž in Davor Oj. iz The Sweet TV in danes bova samo na hiter komentirala dva nova telefona iz družine Samsung Galaxy Note. In sicer Note 20 Ultra Evo ga. in Note 20, obični Note. Tako je. Sploh za čist običnega Nota, to se pravi mojega, imava kar ene par misli. Tako da upava, da vam bo video všeč. Dajte ga všečkat, se naročite na najin kanal in nama sledite na Instagramu, Facebooku, Twitterju in pa najbolj pomembno na TikToku. Tako je, najbolj pomembno. Samsung je 5. avgusta na svojem Unpacked eventu predstavil dva premijska telefona, ki sta že v prodaji. Samsung Galaxy Note 20 Ultra in pa navadenega Note 20. Pa v bistvu predstavili so tudi Samsung Galaxy Z Fold, druga generacija prepogljivih telefonov. Več informacij še ni znano, tudi kdaj bo prodaja, ampak je pa taka zanimiva stvar za povedati. Drugače pa več ali manj ni bilo nobenih novih informacij glede teh telefonov. Vse te informacije so bile praktično, tudi te renderji, koncepti, kako bojo telefoni izgledali, je bilo to že na internetu par mesecev. Še zmeraj je sicer par stvari, ki so za omeniti, ampak vse je kar že vedeli, kaj približno bo. Ja, to je res. Zdaj, glavno vlogo ima še zmeraj Note 20 Ultra in ta telefon je res bolan, ko ga pač dobiš v roke. Ima najnovejši procesor Exynos 990, vsaj tukaj v Evropi, in pa Snapdragon 865 plus, najnovejši od Qualcomma v ZDA, do 12 GB RAM-a in od 128 GB do 512 GB notranjega pomnilnika, ki ga lahko, pasite to, še dodatno razširite s spominsko kartico tukaj na vrhu, tako da imate čez glavo dosti placa. Telefon je od obeh verzij Nota bolj škatlaste oblike, kar vidite. Zelo ostri robovi. Zelo ostri robovi, ta ni tok. Kar boste zdaj eni oboževali, drugi pa ne. Ne bo pa noben mogel reči, da ta telefon ne deluje premijsko. Ja, sigurno, ker je res dober nov tip. Tudi izdelan je kvalitetno, ima tudi lepo hrbtno stran, ki sicer ima magnet za prstne odtise, ampak dobro. Zdaj, robov na zaslonu praktično ni, sploh zato, ker je zaslon na robovih, kot vidite, ukrivljen. Je pa to tipičen Note, kar pomeni, da je ogromen, zato so mu že v preteklosti dali skovanko Phablet. Za telefon, phone in pa tablet pod tablico. In ko pač rečeva ogromen telefon, mislim res ogromen telefon, ker ima zaslon velikosti 6,9 inčev, resolucije 1440 pikslov, pa lahko gre do 120 Hz, sicer se lahko tudi prilagodi, glede na to, koliko hercev potrebuje aplikacija. V osnovi je 120 Hz, ampak se resolucija zmanjša na 1080p. Drugače tole verjetno še vse, ker skoraj da najboljši displej trenutno na trgu, gleda res fantastično. Tako je tudi prav, ker telefon pač košta $1300 oziroma verjetno bo čez 1300 evrov prosti prodaji tukaj pri nas v Sloveniji. Malo manj lepo izgleda modul za kamero, čeprav meni je tak prisrčen, ne vem, skoraj boljši kot pri S20 Ultra. Modul tukaj res vidite, da je res ogromen, ima pa noter sicer res 3 vrhunske kamere, vsaj na papirju. Vsaj na papirju bomo še sprobali, kakšne so slike tako.
ima standardno kamero, telefoto kamero in širokokotno kamero. Za razliko od S20 Ultra gre tukaj zoom samo do 50-krat, ne do 100-krat kot pri S20 Ultra, ampak še vseeno je to zelo impresivno. Wow. Tisti je bil bolj gimik, tisti 100-krat. Ja, to je res, ja. Zdaj, nazaj so šli tudi recimo pri bateriji. Za razliko od S20 Ultra, ki je imela 5000 mAh veliko baterijo, ima Note 20 Ultra spet samo 4500 mAh veliko baterijo. Niso pa šli recimo koraka nazaj pri S Penu, pri pisalu, ki ga dobite ponovadi pri Note, midva ga sicer v teh verzijah nisva dobila. Tako da jaz vsaj osebno ga nisem sprobal, Davor ima malo več izkušnje z njim. Jaz sem ga sprobal in je res se vidi razlika proti recimo Note 10 plus iz lanskega leta. Ni ogromna, ampak je toliko, da zaznaš, da neka razlika je. Razlika je pa zato, ker so letos zmanjšali zamik med inputom, to se pravi z vnosom pri S Penu, pa do tega, da se dejansko pokaže rezultat na ekranu iz 42 na samo 9 milisekund. Ogromen skok naprej, kar je noro, Davor tudi povedal svoje izkušnje. To je na hitro Note 20 Ultra. Dostop tega telefona. Dost, ja, ogromen telefon. Ampak je še drug Note, običen Note 20. Ja. In od tega imava pa Kar nekaj zapovedati. Sploh ne vem, kje začeti. Običen Note 20 bi mogel prevzeti vlogo, ki je imel lansko let Note 10 Lite, ki je še zmeraj soliden telefon, sam je plastičen in manj premijski kot pač ta navaden Note, ki pa naj bi bil tudi dostopen več ljudem, ampak tale ni, ker je kljub temu, da je plastičen, je še zmeraj 1000 evrov. Tako kot ta prav premijski telefon. S tem, da ko ga držite v roki, imate feeling, kot da držite telefon za 200-300 evrov. In ja, na papirju drugače deluje po specifikacijah še zmeraj kar dosti v redu. Je tudi dobre velikosti, prave velikosti za v roko. That's what she said. Ima matirano hrbtno stran, res sploh tale barva je taka zelo lepa. Nima pa ukrivljenega zaslona, kakor njegov premijski bratec Ultra. Kaj pa je problem? Problem je v tem, da ta hrbtna stran je narejena iz plastike. In ta plastika, ne vem kako naj vam poveva, deluje cenino, ko potrkate po njej. Kar je še slabše, je pa to, da lahko prav začutite, kako se ta plastika upogne, ko potrkate oziroma pritisnete na hrbtno stran. In to res ne deluje kvalitetno. Ker je po svoje precej bizarno, ker modul za kamero sam je pa narejen iz stekla. Tako da ta telefon je ena čudna, bizarna kombinacija nečesa izjemno cenenega in nečesa premijskega, kar je nekako zelo težko opisati z besedami, če se čisto iskrena. Tako da ja, ta telefon morate dejansko sprobati v rokah, da vidite, o čem govoriva. Kjer je res čuden feeling. Res. Drugače sicer tudi zaslon sam po sebi ni slab, ampak za 1000 evrov vreden telefon bi pričakovali vsaj 90 Hz ekran recimo, pa 1400 pikslov, ampak tega ni, 1080 pikslov, pa samo 60 Hz za osveževanje zaslona. Tudi pomnilnik se ustavil samo pri 128 GB, 8 GB RAM in pomnilnika. Sploh ne morete razširiti spominsko kartico. Za večino povprečnih uporabnikov se sliši vse dosti v redu. Sicer tudi dober Apple nima spominske kartice, pa ima 64 GB spomina. To je drugo, ja. To je drugo, ja, ampak vseeno imejte tukaj, ker Samsung ponavadi je to imel, imejte tukaj v zavesti, da je telefon vreden jurja, pa teh stvari, ki jih Samsung ponavadi zdaj je ponujal, nima. All right. In pri telefonu, ki je jurja vreden, sploh pri Samsungih se bi lahko že malo preseravali, ampak tukaj se ne morete, ker teh stvari nima. Nima, ja. Tudi S Pen ni dobil zmanjšanega zamika na 9 milisekund, ampak se je ustal tam pri 26 milisekundah. Še vse. Ja, pač
Nimate se s tem zaobadati, ker ni take razlike. Zdaj, baterija tukaj je velikosti 4300 mAh, zoomira pa ta telefon lahko največ s 30-kratno povečavo. To se pravi ne tako kot pri Ultri, ki ima 50-kratno povečavo, zdaj Davor tudi. Ja, jaz imam itak S20 Plus in tudi 30-kraten zoom je načeloma dosti v redu. Čisto v redu, ja. Kar vam hočem povedati, je, da lahko za veliko manj denarja kupite recimo, ne vem, sicer ne v Sloveniji toliko poznan telefon Google Pixel 4a z super kamero, nima širokokotne kamere, tudi plastičen je okoli 400 evrov, da mislim, da, ampak za tisti denar veliko več dobite kot tukaj za Jurija pri navadnem Notu. Sploh ja, zaradi tega, ker ima Jurija vreden telefon in ima plastičen hrbet, tega ne morava poudariti, koliko je to bizarno. Zato tega načeloma nočeva predlagati, ker imate recimo lahko prišparate cash, ali pa če že hočete nov telefon, dajte kupiti S20 Plus, ki je sigurno zdaj že znižan iz tiste cene kot ob izidu, pa pač tudi boljši je načeloma, ima 120 Hz ekran, kamera je pa tudi zelo podobna, edin kar nima pisala, če mi je pa to pomembno, pa skoraj boljše, da kupite nov 10 Plus iz lanskega leta. Tako, Ja. To je za danes vse od Notov. Ja. Če bo imela šanso, da bo še enkrat oba dva dobila v roke, ju bova testirala, naredila malo bolj podrobno oceno, tudi za kamere. Do takrat pa prosim, spremljajte naju in se bomo videli v naslednjem videu. Tako je, hvala za ogled, pa se vidimo. Čau.